Punce živijo, poletje je že skoraj tik pred vrati in poletje je tudi moj najljubši letni čas, ne samo zaradi vročih temperatur in ko gremo na morje, ampak dejansko zaradi vsega, kar prinaša. Zaradi tega, ker smo ljudje bolj veseli, nosimo bolj lahkotna in taka barvasta oblačila, boljše volje smo na splošno, no pa tudi ti sladoletna, ne? Noč ne škod, če smo čisto iskreni. Danes sem vam mislila pokazati v tem videu izdelek, make-up izdelek, brez katerega v to letošnje poletje ne smeš zakorakati. Zakaj ne? In o katerem izdelku govorim, pa takoj zdaj. Ok, govorim seveda o bronzerjih. Ja, bronzerji so super pripomoček, sploh zaradi tega, ker našo kožo naredijo bolj temno, bolj zagorelo in to na način, ki ni nevaren. Sonce, seveda strokovnjaki, potem čivkajo že ptički na strehah, na vejah. Čivkajo ptički, da sonce je vsako leto bolj nevarno zaradi ozonske luknje in tako naprej in našo kožo moramo zaščititi zato, da ostane zdrava in da mi ostanemo zdravi in da konec koncev ostanemo lepi. In zato je bronzer čudovita alternativa, zaradi tega, ker naši koži da en tak naraven, zdrav lesk, smo bolj zagorele, ampak to dosežemo na seveda zdrav način. Na tržišču je seveda malo morje bronzerjev in včasih sem še jaz bila tako zgubljena, kjer je zdaj dober, eni so z bleščicami, eni so brez bleščic, eni so taki, drugi so oranžni, tretji so malo bolj svetli. Kakšen bronzer je sploh pravi bronzer zame? V glavnem pride lahko do tega, da ste človek zmede in zato sem prišla na idejo. Click to Chic mi je poslal veliko bronzerjev in med vsemi bronzerji sem lahko sama izbrala tiste, za katere mislim, da so res top of the top, vrh smetana bronzerjev. To je izbor 4 bronzerjev in danes vam jih bom tudi pokazala. Povedala vam bom, zakaj so fajn po mojem mnenju in seveda, če še nimaš bronzerja, lahko prečekiraš enega od teh in mislim, da ne boš falila. Če imaš že bronzer doma in si z njim zadovoljna, je pa tudi popolnoma super in glej samo naprej, zato da se malo podružimo oziroma da se malo sprostiš in da zveš mogoče tudi kaj novega, ok? Ok, in še preden vam pokažem, kateri bronzerji so moji top 4, naj vam povem še, da obljubljen video o mojem osebnem stilu bo gor ta teden in sicer na portalu Zadovoljna.si. Ja, Zadovoljna.si me je kontaktiral z predlogom za sodelovanje in zato bo na vsake tok en filmček na voljo na njihovi spletni strani in seveda takoj, ko video bo objavljen na njihovi spletni strani, boš to zvedla na mojem Facebook profilu. Tako da ne rabiš konstantno čekirati, ampak čekiraj pa mojo Facebook stran, kjer bo tudi povezava v trenutku, ko oni procesirajo in dajo vse skupaj gor. Pa še to, video se ti splača spremljati čisto do konca, ker en bronzer in sicer tale tudi podarim. Vse informacije bojo na koncu videa, tako da poskrb, da česa ne spregledaš. Zdaj pa res začnimo. Prva res pomembna stvar, ko zbiramo naš bronzer, je, da je bronzer temnejši 2 odtenka, nekje 2 odtenka od naše kože. Torej, gremo odtenek do 2 odtenka, odvisno koliko dramatično hočemo, da to vse skupaj izpade. Zakaj? Zaradi tega, ker dejansko, če bomo izbrali bronzer, ki je istega odtenka ali pa še celo svetlejši kot naša koža, potem dejansko ne bo imel nobenega efekta in ne bo prišel do izraza. Druga zadeva, bronzerje je najlažje nanašati s takšnimi čopiči in sicer gre za take puhaste z dolgimi ščetinami mehke čopiče. Za ta najbolj naraven efekt oziroma za najbolj naraven videz ga pa nanašamo po našem čelu, torej ob strani ob čelu, po ličencah, torej vzdolž naših ličenc in na koncu malenkost tudi na bradi. Torej, kot da bi v bistvu naredile eno trojko. Moj nasvet je, da je tvoja roka lahka, ko to počneš in vedno lahko dodaš še malo produkta, če želiš malo bolj dramatičen videz. Glede bronzerjev z bleščicami ali brez, torej vprašanje bronzer z bleščicami ali brez, pa jaz odgovarjam čisto odvisno za kakšno priložnost oziroma kaj želiš doseči. Bronzerji brez bleščic so za moje pojme bolj primerni za tekom dneva, zaradi tega, ker izpade tako, kot da je naša koža že po naravi malo bolj temna na teh mestih, kjer sem vam prej pokazala in zaradi tega je bronzer brez bleščic primeren torej bolj za dnevne priložnosti. Za tiste punce, ki pa hočejo biti malo bolj glamurozne, lahko so to tudi tekom dneva, oziroma jaz preferiram to v večernem času, pa posežem po bronzerju z bleščicami. Govorim seveda o mikrobleščicah in kar bo povzročil bronzer, ki ima v sebi mikrobleščice, je to, da bo dejansko naša koža se malo posvetla, dobila bo en tak zdrav lesk in v glavnem pod črto bomo izpadle malo bolj glamurozne z bronzerjem, ki ima bleščice, zaradi tega, ker nasplošno bleščice je enako glamurozno, ok? Tako da to so neke informacije, ki so meni pomagale oziroma neke iztočnice, ki pridejo prav, ko sem pred nakupom oziroma pred izbiro novega bronzerja. Zdaj pa piha, tako da vrata zaprem.
Ok, med vsemi matte bronzerji sta me prepričala ta dva matte bronzerja, oba sta zelo dobra. Prvi je znamke Revlon in drugi Wet n Wild in sicer se imenuje Color Icon za bronzer v odtenku Bikini Contest. Poleg tega ima pa v sebi zaščitni faktor SPF 15, kar je, kot smo rekli na začetku, vedno fajn. V poletnih mesecih naša koža rab veliko zaščite, tako da fajn je, če so produkti že z zaščitnim faktorjem, če jih uporabljamo tekom poletja. Tale je super, ker je prvič izredno velik in tak bronzer ti bo zdržal 3, 5, če ne celo več let, tako da vedno plus. S takšnim bronzerjem ne boš imela nobenih težav, ko boš želela ustvariti naraven videz svoje kože. Poleg tega se pa izredno enostavno zabriše in je lahkotnega občutka. Drugi matte bronzer, ki sem ga med vsemi bronzerji izbrala in zakaj mi je tudi všeč, je ravno v bistvu iz podobnih razlogov. Spet pridemo do naravnega videza naše kože, nima bleščic, pride tudi s takim čopičkom in ogledalom, kar je fajn, ker ga imamo lahko tudi s sabo v torbici in se malo popravimo, če je potrebno ali kakorkoli. Tudi ta Revlonov bronzer je v bistvu zelo podoben temu od Wet n Wilda, zaradi tega, ker da v bistvu moji koži naraven videz in tudi piše na embalaži, da ustvari naravno zagorelost kože. In zaradi vseh teh lastnosti sta te dva bronzerja trenutno moja najljubša. Tega imam ponavadi največkrat kar s sabo, zaradi tega, ker je manjši. Ta pa oba, kot omenjeno že prej, moja izbira tekom dneva, torej zjutraj, ko se lišpam, da je koža malo bolj taka zdrava, naravno zdrava. Na tržišču je pa ogromno bronzerjev z mikrobleščicami, te so tudi izredno popularne pri zvezdnicah, kot so tipa J.Lo in pa Beyoncé. Jaz bi rekla, da so taki bronzerji namenjeni tistim puncam oziroma za tiste priložnosti, kadar hočemo, da je naša koža v spredju. Torej, ko so učki malo bolj taki minimalistični, usta kakšna nude, koža pa želimo, da se cela lesketa, cela izpade glamorozna in taka seksi in zapeljiva. In med vsemi bronzerji sem izbrala dva, to sta te dva, torej favorita med bronzerji z mikrobleščicami. Prvi je od znamke Milani. Gre za res čudovit bronzer, tale je v odtenku 05 Soleil in kot lahko vidiš, je dejansko res tako kot ena sončna bombica, v katerem so ujete te zlate nitke. In ravno te zlate nitke oziroma te zlati delčki ustvarjajo ta efekt, o katerem govorim. Tak bronzer bo poskrbel, da se bo tvoja koža lesketala. Poleg tega je pa fajn, ker tak bronzer ni namenjen samo uporabi po obrazu, ampak če imaš kdaj kakšno malo razgaljeno oblekco oziroma kakšno zadevo z odprtim hrbtom, odprtimi rokami, vzameš čopič in ga enakomerno porazdeliš tudi po predelih, ki so odprti in dejansko pridobiš en odtenek, pa ne samo en odtenek, ampak ustvarjaš celoten lesketajoč videz tudi po telesu. Razlog, zakaj me je pa še dodatno navdušil, je pa to, da pride dejansko skupaj z bronzerjem, potem ga takole odpreš, pride s takim lepim okroglim ogledalčkom in potem zraven je priložen še čopič z neverjetno kvalitetnimi in v bistvu pravimi ščetinami, ne gre za sintetične, ampak za prave ščetine in dejansko sploh ne rabiš se obremenjevati, kakšen čopič, a ga imam, a ga nimam, ampak samo pomažeš po produktu in ga lahko v trenutku naneseš na svoj obraz in si pomagaš pri tem še z ogledalom. Dejansko res super pogruntavščina, imaš vse v enem, vržeš ga lahko spet s sabo v torbico in ti bo čudovito služil in boš kraljica zabave oziroma kamorkoli se odpravljaš. Tega konkretno dobiš še v temnejših in svetlejših odtenkih, pomembno pa je da je primeren tvojemu tipu kože in izbereš ga tako, da je malo temnejši kot tvoj ten po naravi. Še zadnji bronzer, ki je po mojem mnenju vreden omembe oziroma me je med vsemi bronzerji, ki sem jih uspela testirati, navdušil, je bronzer znamke Jordana. In zakaj me je prav v bistvu presenetil, je to, ker ima noter ujete take delčke, ki poskrbijo, da je v bistvu na nek način ne samo bronzer, ampak tudi malo highlighterja. In če zdaj to poskušam prevesti v slovenščino, ta bronzer ni samo bronzer, ampak ima tudi malo tega osvetljevalca v sebi, ki poskrbi za to, da se bomo res glamorozno svetle. Pa da zdaj v bistvu najlažje pokažem, o čem govorim, ga bom kar nanesla, ker je tudi moj favorit in ga bom zdaj, se pravi, demonstrirala na obrazu.
ta del torej je poudarjen, je bolj zagorel, ampak ni samo zagorel, se tudi izrazito svet. Izraziti so te delčki, ki se potem ujamejo svetlobo oziroma se poigrajo svetlobo in se svetloba od njih odbija in se ustvari v trenutku torej ta zlat finiš. Po mojem mnenju čudovit rezultat, zaradi tega je med vsemi pokazanimi bronzerji ta bronzer številka 1. Največkrat posežem po njem in ne samo, da največkrat posežem po njem, ampak dejansko tudi mu pripisujem vse te zasluge, zaradi tega, ker nisem pričakovala, da me bo tako prijetno navdušil in me je. Tale moj je 03 v odtenku Sunkissed Bronze. Dejansko še ime napeljuje na to, da kot da nas je sonce malo poljubilo. Na tržišču jih je seveda ogromno, pomembno je, da slediš tem nekim napotkom, ko izbiraš svojega, če ga še nimaš, in poskrbiš, da v to poletje vstopiš kot prava, lesketajoča, zapeljiva boginja. Zmenjeno, tudi ko se srečamo kdaj kje, da se bomo vse lesketale in bile nebeške, tako kot da bi prišle tam gor. Okay. Pa kot obljubljeno, ta video je končan, čaka me še ena naloga. Enega tudi podarim in sicer mojega favorita, torej od Jordane. Je sicer v odtenku 02, imenuje se pa Golden Bronze. Torej za isti efekt gre, koža bo taka zlatkasta, lesketajoča in vse, kar moraš narediti, je, da obiščeš zdajle, ko pogledaš video do konca, moj Instagram. Najdeš me pod Lepa Afna, torej na Instagramu Lepa Afna in tam bo slikca s tem bronzerjem in vsa nadaljna navodila. Podarim ga pa že zelo v kratkem, tako da skoči takoj, ko pogledaš tja, sodeluj in z malo sreče bo tale moj najljubši bronzer tvoj. Punce, gledamo se v naslednjem videu. Kot rečeno, ne pozabite čekirati tudi Facebook strani, ker bom objavila povezavo do zadovoljne.si, ko bodo objavili moj video o osebnem stilu. Drugače pa gledamo že zelo kmalu in v kratkem dam tudi na Facebook stran svoje nove termine make-up delavnic oziroma make-up dogodkov, tako da poskrb, da če se seveda ta zadeva tudi zanima, da ti ne uide oziroma da si zagotoviš svoj terminček. Do naslednjič, punce, poljubček. Ciao!